Dobrodošli pri naših predavanjih iz osnove elektrotehnike 1. Najprej ne vem, če so vas matematiki že obvestili, da imamo poleg današnjega in sredinega termina v tem tednu še tisto, kar jim v narekovajih mi vračamo ure. To pomeni, da imamo še njihov termin in sicer v torek, sem mi rekel, od 12 do 2, a drži. Imate na urniku matematiko, ne bo matematika, jaz bom tudi tam. Ampak, da me ne boste preveč gledali ta teden, sem se pa odločil, da bo v sredo namesto mene prišel moj predhodnik, profesor Sinigoj, ki ga poznate z videoposnetki. Tudi on si želi vas srečati vsako leto to generacijo, ki pač prihaja skozi naše roke. In me prosi, da mu dam kakšen termin, pa sem se odločil, da bi mogoče ta teden bil primeren, da se ne prenajeste mene, pa osnove elektrotehnike. Okej. Dajmo torej nadaljevati naša razmišljanja tam, kjer smo zadnjič končali, če se spomnite, delali smo zglede, pri katerih ste verjetno začutili, da je kar nekaj matematike potrebno, in sicer smo integrirali točkaste naboje v premico, pa smo naprej integrirali premice v ravnino. In sem rekel, zdaj, če bi namesto tanke žice premice imeli eno debelo žico, potem bi se znalo zgoditi, da bi imeli bolj zahtevno integracijo. Če bi imeli namesto torej debele žice celo, bi rekel, poln val nabojev, recimo en tak žarek elektronov, pa bi bilo še več za integrirati. In sem rekel, da bomo danes nekako stremeli k temu, da bi iznašli orodje, ki bi bilo bolj učinkovito glede tega. In v ta namen bomo, bi rekel, eno matematično zakonitost postavili za električno polje E in to zakonitost bomo potem izkoristili v nekaj zgledih že tukaj na predavanjih, pa potem boste to naprej izkoriščali še pri nadaljnih zgledih na vajah. Dajmo si mogoče napisati najprej kar to, bi rekel, poimenovanje. Takole bom napisal Gaussov zakon, in ker sem rekel, da gre za matematično zakonitost, vam lahko povem, da mi se bomo s to zakonitostjo ukvarjali z našim poljem, ki smo si ga zadnjič pripravili, to je E. To se pravi, bom kar napisal polja, električnega polja. Tako. Čeprav mi bomo potem tej zakonitosti dali še dve imeni. Tole je matematično poimenovanje te lastnosti, potem bomo pa temu dali elektrotehniško poimenovanje, boste videli nekaj v zvezi z izvori, bo to, in potem bomo to enačbo, ker je tako pomembna, tudi poimenovali kot prvo Maxwellovo enačbo. Do tega mi še pridemo, tako da bi pa s tem želel poudariti pomen tega orodja, in če ima tolikšen pomen, je prav, da ugriznemo, bi rekel, z nekim razmišljanjem počasi postopoma v to. Dajmo takole zapisati. To se pravi, mi smo si do zdaj postavili električno polje, postavili smo si ga na primeru točkastega naboja, potem pa izpeljali za še nekaj drugih struktur. In to, o čemer bi rad spregovoril danes, je, kaj dobimo, če seštejemo to električno polje po neki sklenjeni ploskvi. Vi ste že videli, da pišemo za sklenjeno ploskvo eno posebno notacijo, pa dajte si najprej predstavljati to sklenjeno ploskvo. Rekli smo, da je ta, recimo tale vreča, ena taka sklenjena ploskev, ki nima ne začetka, ne konca, če tako pogledamo. Rekli smo, da je tudi naša predavalnica z stenami, stropom in tlom, ena taka sklenjena ploskev, in to sklenjenost te ploskve smo rekli, bomo glede na to našo vrečo, tukaj le označevali kot en tak krogec, ki ga bomo narisali na tem integralu, in tukaj bomo poimenovali ploskev A. Ok, zdaj, da bi lahko začeli pravzaprav s tem našim razmišljanjem, pa imamo mogoče malo bolj postopoma, malo bolj po vrsti, pa se dajmo najprej ukvarja z notranjostjo tegale našega
integrala, to se pravi, se dajmo pogovoriti o, že tole boste videli, ne, je kar izziv, ne, o produktu, skalarnem produktu, očitno, ker gre za dva vektorja, ne, E in pa dA. Okay? In bi, pozdravljen, in bi mogoče za začetek pozabili na to sklenjenost, pa to integracijo in to seštevanje in bi vzeli, recimo, če je tole neka ploskev A, to si lahko predstavljate, to ne mislim, da je tale zdaj sklenjena, ne? To se pravi, takole, ena ploskev, ne? In recimo, da ima tale A tukaj le gor, kako ćemo to zarisati, pa bi en takle izsek iz te ploskve naredili, ne? To elementarno ploskvico dA, ki jo mi potem označimo, če se spomnite, smo rekli, z enim takimle pravokotnim vektorjem v smeri normale, ne? Po drugi strani pa dajmo zdaj reči, da imamo tukajle nek naboj, lahko je naboj Q, ki nam povzroča v svoji okolici električno polje, ne? Namenoma sem takole narisal, da je to električno polje, pa dajmo mogoče najprej narisati zveznico do tele središčne točke te naše ploskvice in učili smo se, da je vektor električne poljske jakosti, ne, v tej, rekli smo, radialni smeri. Ne. Torej, mi imamo pa zdaj to ploskvico, ki je tako nagnjena, ne, da ta vektor prečka nekako poševno. Ne. Zdaj, mogoče samo toliko, da vas spomnim, če takole začnem, tale Gaussov zakon je v bistvu tale matematična lastnost nekega vektorja, dajmo najprej reči, da je to vektor x, s katerim se ukvarjamo, se pravi, mi pri Gaussovem zakonu pravzaprav integriramo nek vektor x po neki sklenjeni ploskvi. Ne. Zakaj sem vam to zapisal? Ne? Zato, ker bi vas spomnil, da brez vsega tega rompompoma, glede poimenovanja tega operatorja, smo mi pravzaprav to lastnost že srečali. Ne? Če se spomnite, smo jo srečali, ko sem pisal po tabli tisto razvito obliko kontinuitetne enačbe, ampak se zavedam, da smo bili takrat že nad samim zapisom toliko vzradoščeni, da nisem takrat še hotel poimenovati, da je to, da bodo temu matematiki rekli Gaussov stavek, Gaussov zakon, Gaussov izrek. Ne. To se pravi, mi smo tole praktično že srečali, ne, to, da nek vektor, takrat je bila to gostota električnega toka, ne, smo mi to že pravzaprav integrirali. Ne. In zdaj očitno je, da če nek vektor, ne, gostote, ne, po neki ploščini množimo, da dobimo nek tok oziroma nek pretok. Ne. Tam je bil to nek tok, skupen tok skozi neko plosko, če vas smem spomniti, in tukaj je pisan minus dekun notranji po dt. Ne. In ravno na to sem se hotel zdaj navezati, zato sem, bi rekel, vas skušal spomniti, da mi smo pravzaprav to Gaussovo operacijo že srečali, da sem tudi takrat govoril, da ni tako nepomembno, kako se pač nekdo pretaka skozi to plosko. Rekel sem, lahko greste skozi vrata direktno ven, ne, to se pravi v smeri normale, tisti štejejo v ta pretok skozi vrata. Če nam pa nekdo hodi takole vzporedno s to ploskvijo, vzporedno z vrati, sem rekel, potem pa nič ne doprinese ven ali pa noter. Ne. Tako da tole je očitno tudi tukaj in zato imamo ta skalarni produkt in to pomeni, da za nas je pomembna samo tista komponenta, ki gre v tej smeri vektorja A ali pa obratno. Ne. Lahko rečemo, za nas je interesantna samo tista ploskev, ki je v smeri te normale, to se pravi, temu bi lahko rekli dA črtica, to je projekcija. Ne. To projekcijo se vi verjetno spomnite, ne. Mi dobimo ven na nek način tako, da rečemo, da je to E krat dA črtica, ne. Ta dA črtica je pa v bistvu, bi lahko rekli, E krat dA krat kosinus umestnega kota, če bi ta umestni kot takole označili. Zdaj,
praktično lahko vektor E projiciramo na DA ali pa DA na E. S tem kosinusom pač je odvisno, kaj bomo koga s kom pomnožili. Ne. Ampak mi bomo, bi rekel, zdaj naprej razmišljali. Tale E za točkast naboj smo mi že znali napisati. Ne. In sicer smo rekli, da je to Q deljeno z 4 pi epsilon nič, potem pa lahko pišem R na kvadrat v smeri tega vektorja, to se pravi, lahko malo označim, da je tale črta tukajle, če ji dam tudi vektorski značaj, je tale vektor R ali pa enotski vektor, smerni vektor, radialni smerni vektor, ne, temu smo rekli, da je ER, ne, lahko ga tudi tukajle pač si predstavljate, ne, zato je to ta projekcija. Ok, in če bi zdaj to v našo enačbo ustavili, ne, potem bomo počasi prišli do tegale izraza, to se pravi, če se vrnem k prvotni notaciji, da je skalarni produkt E krat DA enako, pa namesto E-a noter ustavim, da je to Q ulomljeno za 4 pi epsilon nič, potem pa dajmo takole zapisati, tukajle bi mogoče napisal, kar, da je to ER, enotski vektor ER krat DA, to se pravi, tole, če bi zmnožili, ni nič drugega kot projekcija DA na ER. Ne. Ok, to se pravi, bomo rekli tukajle nekam, ne, da je tole projekcija ploskve ali pa ploskvice DA na radialno smer ER. Takole. Ploskvice DA na radialno smer. Tlele spodaj bom pa zdaj zapisal R kvadrat. Takole. Kar malo namenoma sem to že tako ločil, zato da bomo mi hitreje zdaj prišli do enega izsledka. Dajmo najprej to projekcijo te ploskvice narisati. Mogoče bi jo kar narisal, to se pravi, to je v bistvu tisti del ploskvice, skozi katerega dejansko zdaj hodimo. To se pravi, nekako je pravokoten zdaj, če je projekcija, je ta DA črtica, si lahko predstavljamo, tudi v vektorskem smislu bi jo lahko napisal, je zdaj takole obrnjena. Ok. To se pravi, temu lahko rečemo, da je to DA črtica, ta projekcija. V redu? In zdaj bi vas spomnil na nekaj, kar sem vam že razlagal. In sicer sem rekel, če imamo izsek iz kroga, pa naj bo tole log, pa naj bo tole kot alfa, potem pa tole radi, potem znamo mi povezati, da je log enako radi krat alfa. To veste iz matematike, srednješolske matematike. To se pravi, dolžina loka je radi krat alfa. Potem sem pa zadnjič rekel, da bomo mi še uporabili v bližnji prihodnosti ta tako imenovan prostorski ali zorni kot. Saj smo se pogovarjali, sem rekel, če imam jaz tlele list, ga gledam pod določenim kotom, če vi ta list odnesete v zadnjo vrsto, je to zelo, zelo ozek kot, pod katerim ga vidim. In sem rekel, da potem lahko rečemo, da je tale ploskev, lahko ji zaenkrat dam ime S, ta ploskev ali pa A, mogoče A, ta ploskev A v kvadratnih milimetrih, centimetri, decimetri bi jo merili, je enaka prostorskemu kotu krat radi na kvadrat. Pri čemer je tale stvar tukajle prostorski kot, ki ga označimo z omega. In sem rekel, ga merimo v steradianih in potem tale radi tukajle nastopa kot R kvadrat. To je razlika med, bi rekel, prostorskim kotom in pa navadnim kotom. Zdaj pa pri nas
pa v bistvu imamo eno majhno ploskvico, ki jo bomo pa označili DA, ali pa če zelo konkretno, za nas je samo tale ploskvica, ki je pač že zarotirana tako, da je pravokotna, torej ji bomo rekli v našem konkretnem primeru DA črtica, je radij na kvadrat krat D omega. To je ta majhen kot, ta majhen prostorski zorni kot, pod katerim vidim to ploskvico. Pa bom skušal ta majhen zorn prostorski kot tudi tukaj takole narisati, malo ga bom preteral, zato da se lepše vidi, ampak kakorkoli, to je tale zorn kot D omega, mu bomo rekli. Ne? Ok, in zdaj, če pogledamo tale izraz, piše tukaj, da je to Q lomljeno za 4 pi epsilon nič, potem pa piše, da je to DA črtica ulomljeno z R kvadrat, da je to ta skalarni produkt. In če tole pogledate, ta izraz, vidimo, da je tale količnik ravno enak D omega. To se pravi, kar naenkrat vidimo, da je v bistvu ta parameter, ki ga tukaj dobimo, enak ali pa odvisen zgolj od prostorskega kota D omega, zornega kota, pod katerim tole gledamo. Ok, jaz bi morda dodal tule v naše razmišljanje še eno stvar. To se pravi, že prej sem se na to navezal. Glejte, jaz bi tule mogoče končal, pa samo tale medklic dodal. Tale medklic bo pa vseboval tudi naslov. Že prej sem rekel, da če govorimo o pač neki gostoti, potem praktično s tem govorimo o električnem pretoku. Zdaj mi bomo električni pretok kot tak še malo kasneje definirali, ampak mogoče že zdaj namignemo, torej električni pretok, to se pravi, ves čas, ko govorimo o tem, da se nek vektor skozi neko ploskov pretaka, potem lahko upeljemo električni pretok. Mi ga bomo zdaj takole zapisali, da je to tale E krat dA, pa še tale epsilon nič, da ima tle spredaj, ampak ok, takole. Potem bomo pa kasneje, ko bomo prišli do same snovi, temu električnemu pretoku namenili tudi nekaj več besed. Tako da zaenkrat bi rekel samo tale naš produkt EDA. Probamo malo osmisliti, da si znate predstavljati. Zdaj, ko smo govorili, bi rekel, o pretokih, mimogrede, tole je črka Fi. Vi pretoke kot take poznate, masni pretok, volumski pretok, tam ste označevali Fi masni pri fiziki, a je tako? Potem smo rekli, tale električni tok je tudi po značaju neke vrste pretok. Pa vendar pri vseh teh pretokih si lahko predstavljate, da se nekaj fizičnega pretaka. Ko govorimo o masnem pretoku, vi veste, da to pomeni neke delce, neke atome, molekule, karkoli, ki se pretakajo. Ko sem govoril o pretoku študentov skozi vrata, to tudi znate materializirati, saj si znate predstavljati, da je tle kolona, pa se pretaka skozi vrata. Ko sem govoril o električnem toku, ste si tudi znali predstavljati, tam so bili to naelektreni delci, ali so to bili elektroni, ali so bili to ioni, karkoli, nekaj fizičnega se je pretakalo. Zdaj pa vstopamo v, bi rekel, polja, tudi zadnjič sem vam že samo polje definiral tako abstraktno, to je stanje prostora, v katerim se recimo pojavi sila na elektreno telo, to je električno polje. Zdaj, in tukaj imamo mi v bistvu samo puščice, ki kažejo skozi. Pa kljub temu znamo govoriti o nekem pretoku. To se pravi, dovolj je, da imamo neke vektorje, neke puščice, ni treba, da se nekaj materialnega pretaka, da nekaj, bi rekel, drsa, brenči, šumi, da se nekaj pretaka. Dovolj je, da imamo samo v polju, v prostoru polje, da imamo puščice in si dajte predstavljati, te puščice
in pa neka ploščina so dovolj, da imamo pretok. Torej, na to, bi rekel, abstraktno razmišljanje bi vas rad napeljal. Ne? Ok, gremo torej zdaj pa z temle našim razmišljanjem naprej, ne? Pa bi spregovorili v nadaljevanju o tej zakonitosti. To se pravi, manjka nam tukajle desna stran. To se pravi, mi se sprašujemo zdaj, čemu je to enako, da bomo to lahko uporabili. Ne? Tako da. Ja, in da bi lahko najdel odgovor na to vprašanje, čemu je to na desni strani enako, bi jaz predlagal, da predebatiramo dva scenarija, pa naredimo zaključek. Ne? In sicer bi prvi scenarij naredili takle. Dajmo imeti, zdaj pa govorim o sklenjeni ploskvi. To se pravi, tole je sklenjena ploskev, dA, A jo bom poimenoval in dajmo imeti tole našo elektrino, ki jo opazujemo znotraj te sklenjene ploskve. To se pravi, imejmo to sklenjeno ploskev in znotraj te sklenjene ploskve imejmo naboj, o tem se pogovarjamo in zdaj nas zanima, povedali smo, če se spomnite, da nam ta naboj sveti pravzaprav v radialni smeri v svoji okolici na vse strani, ne? In mi bi radi sešteli to polje, ki ga ta naboj tukajle okrog in okrog povzroča. To se pravi, tukaj piše, da dajmo sešteti po celi tej ploskvi. Ok, to je zdaj naša, bi rekel, naloga. Ne? Ok, in da bi to lahko storili, ne, potem si dajmo najprej noter ustaviti, da je to se pravi, dajmo kar reči, integral EDA je enako to, kar smo prejle si ravno postavili, to se pravi Q1 ulomljeno za 4 pi epsilon nič, ne? Potem pa imamo v bistvu samo še takole piše okrog in okrog moramo mi sešteti. Ok, to se pravi, če je tole en sam tale d omega, če je tole en sam d omega, kar smo si mi pripravili, se spomnite, koliko sem zadnjič rekel, da bi bil kot, če bi mogel okrog in okrog sešteti. Kakšen zorni kot bi to bil, če bi bil okrog in okrog? Bravo, 4 pi. To se pravi, lahko rečem, poln prostorski kot, bom tukaj z besedami napisal za vas, poln prostorski kot, za katerega je nekdo lepo povedal, da je to 4 pi. Vi se verjetno spomnite, da smo povedali, da je poln kot, ploskovni kot, 2 pi, to se pravi, to veste že iz obsega, 2 pi krat radi. Če pa pogledamo, da bi bila to krogla okrog in okrog, je pa to 4 pi krat veliki r na kvadrat, da dobimo ploščino ploskev. Ok, zdaj to dobimo, zapišemo, da je to Q1, 4 pi epsilon nič, krat to, kar ste povedali, 4 pi, in iz tega ven zaključimo, da se nam tole pokrajša in dobimo v tem primeru, da je integral EDA po sklenjeni ploskvi A enako Q1, pa ne prosim pozabiti, da je spodaj ostal nam še epsilon nič. Dobro. Na zdravje. In dajmo v obzir, v naš razmislek zdaj, vzeti še drugi scenarij. Pri drugem scenariju pa dajmo to našo sklenjeno ploskev imeti takole. A, pa bom pol še narisal tiste stvari, ki jih rabimo. In dajmo naboj Q2 postaviti ven. To se pravi,
če si predstavljamo spet malo bolj plastno, imamo sklenjeno ploskov in imamo naboj, ki je zunaj, izven te sklenjene ploskve. Dajmo takole narisati vse tisto, kar smo prej narisali, se pravi, dajmo najprej narisati, bi rekel tole, zveznico, ok, to zveznico, potem dajmo pa narisati še tiste dve. Jaz seveda to malo potenciram, zato da se bolje vidi. Verjetno veste, kaj imam v mislih odprej. Se pravi, začnimo s tem, da dajmo tle označiti ta kot D omega. Potem pa dajmo označiti na tej naši ploskvi. Tukaj je električno polje, ki kaže v smeri zveznice. Najprej pa rečemo, da je to električno polje, mogoče ne bo ta bližnje električno polje E1, kjer je po velikosti večje, E1 ali E2. Katera je večje? E1 ali E2? Ja, s katero funkcijo oddaljenosti pa se spreminja polje? Kako? Kako se z oddaljenostjo polje spreminja? S kvadratom upada, ja. To se pravi, če s kvadratom oddaljenosti upada, katero bo večje in katero manjše? Ja. E1 bo večje, E2 bo manjše, ja. In to s kvadratom. Ok. Po drugi strani bom pa narisal, da je tale diferencial ploskvice DA2, če hočete, bomo ga tudi uštevilčali, in tole tukajle bi bil diferencial ploskvice DA1, pa tudi te dva sta, ok, mogoče dajmo najprej spregovoriti, to je pa DA1. Dajmo najprej spregovoriti, da mi zaradi skalarnega produkta smo prej povedali, da nas zanima samo projekcija. To je pa ta projekcija, ki je itak takole obrnjena. In tudi tukaj je takole obrnjena. Se slabo vidi, ampak si znate predstavljati. To se pravi, tak je itak pravokotna na ta vektor. Je tako? Zaradi skalarnega produkta. In če samo spomnim na tistole enačbo, ki tukaj imamo, poglejte, piše, da je tale projekcija DA črtica, da ne bom enke pa dvojke pisal, ampak da je R kvadrat krat D omega. To se pravi, vidimo, da se tudi projekcija s kvadratom poveča. Ampak mi smo rekli, polje se s kvadratom zmanjša. Tale projekcija ploščine se pa s kvadratom poveča. In mi govorimo o produktu E krat DA. In če se je eden z kvadratom povečal, drug pa s kvadratom zmanjšal, je to ostalo konstantno. Ja, sej, na nek način lahko to interpretirate kot neko cev, smo rekli, znotraj katere je nek pretok. Kot da bi imeli nek šlavh in lahko sklepamo, da je pač ta pretok konstanten. Ok, edino nekaj je. Nisem označil tele ploskvice DA skladno z našim dogovorom. A se spomnite, kaj smo rekli? Mi bomo označevali ploskvico tako, da je ploskvica navzven pozitivna. To pa zato, ker ste tudi vi dobre volje, ko zapuščate predavalnico, sem rekel, tako si boste zapomnili. Ok, to zdaj namenoma popravljam, da vas opozorim na to. In očitno je tukaj E1 krat DA, ali pa kar rečemo E1 krat DA1 črtica, tale produkt, je ravno nasprotnega predznaka
lahko rečem minus E2 krat DA2 črtica. Po velikosti sta pa med sabo enaka, smo rekli, ne? Ker si lahko predstavljamo, kot da je to neka cev. In kaj nam zdaj to pomeni? To nam pomeni, da v tem našem integralu EDA nam eden od tehle prinese v negativno smer, drugi pa v pozitivno, kar pomeni, da se ravno med sabo odštejeta. In če jaz narišem naslednji žarek takole in naslednji žarek takole in tako naprej, vedno boste rekli, tlele nekaj negativnega, tle pa nekaj pozitivnega, enako velikega, kar pomeni, da se vedno odšteje. To, kar noter vstopi in pa tisto, kar ven izstopi, se med sabo odšteje. Če se pa nekaj med sabo odšteje, koliko je potem skupna vsota vsega, kar se med sabo odšteje? Nič. To se pravi, tukajle smo pa dobili, da je to enako nič. In je to drugače, kot smo dobili prej. In dajmo torej mogoče takole na podlagi tega narediti naš zaključek. Dajmo imeti to sklenjeno ploskev A, pa dajmo imeti Q1, Q2, Q3 in Q4. Zdaj malo vidite, kako sem jih spozicioniral. Ploskev smo rekli, bomo navzven označevali kot pozitivno. In zdaj bom tukaj zapisal, zanima me, kaj znamo povedati o temle integralu EDA. In vidimo, po temle, kar smo prej napisali, Q1 očitno šteje. Q1 šteje, zato bom kar napisal, da je to enako. Q1, Q2 ne šteje, ker je zunaj, smo rekli, ta nulo prinese. Q3 ne šteje, ker je zunaj, tudi nulo doprinese. In Q4 še šteje, deljeno za epsilon nič. In zaključimo lahko, da je ta zakonitost Gaussov stavek za polje, električno polje E dala takle rezultat, Q notranji za objeti naboji so to deljeno z epsilon nič. In tole je, bi rekel, ta pomembna enačba, ki bomo v elektrotehniškem smislu dali ime izvornost, pa bom to malo kasneje še komentiral, izvornost električnega polja oziroma to je prva Maxwellova enačba. Maxwellova enačba. Ko boste prestopili to razmišljanje, da je Ohmov zakon najbolj pomemben zakon elektrotehnike, boste prišli do tega, da so 4 Maxwellove enačbe, tisti temelji elektromagnetike, na katerih stoji to naše razmišljanje. Ne? In te 4 enačbe bomo mi počasi usvajali v drugem semestru, bomo imeli cel repertoar in ga bomo pokomentirali. Ta trenutek smo srečali prvo, pa še tam mogoče ni čisto taki obliki, kot si želimo. Namreč tole zaenkrat se nanaša samo na elektrostatiko. Mi bomo pa v drugem semestru dovolili, da ni samo elektrostatika, ampak da je še kaj več kot elektrostatika. In bomo takrat ugotovili, da tudi tisti del, ki prije noter z indukcijo dinamičnega polja, ravno tako se podreja tej zakonitosti. To se pravi, načeloma oblika bo enaka, ampak zaenkrat mi trdimo, da je tukaj noter zapopadeno samo elektrostatično polje. Okay? In še mogoče na temo izvornosti, kaj hočem povedati. Dajte si predstavljati, zdaj spet čist po eni zdravi kmečki pameti, ne, bom par primerov z drugih področji natresel. Dajte si predstavljati najprej, da imamo tukaj noter eno grelo, recimo termoakumulacijsko peč. In če nam toplota po tej sklenjeni ploski, s katero smo to objeli, ven izhaja, ne, potem to pomeni, da je noter neki izvor toplote. Recimo naša predavalnica, vi veste, da nam toplota ven izhaja. V povprečju, če bi sešteli toplotni tok, bi bil navzven usmerjen, kar pomeni, da imamo tukaj noter neka
neke izvore toplote, ne? In to sta dva radiatorja, pa še vsi mi zraven, ne? Smo tisti, ki dajemo toploto in ta toplota odhaja. In to je ta enačba nam pove, da če seštejemo vso toploto, ki je ven ušla, je to ravno enako tem izvorom, ki so tukaj noter. Drug primer, če si predstavljate, da bi ta vrečka bila vsaj delno prozorna, ne? Ali pa čist prozorna, če hočete, pa bi noter vtaknil žarnico. Pa bi spet videli, da žarnica sveti navzven. Žarnica sem rekel, da sveti tako v radialni smeri, kot se mi pogovarjamo, ne? Da tudi pač naš točkast naboj sveti v radialni smeri. In če bi to svetili takole navzven, a ne, ko bi sešteli, pointegrirali ves svetlobni tok, ki gre skozi rob te naše sklenjene ploskve, potem bi rekli, očitno je noter nek izvor. Mogoče še tretji zgled, si predstavljate, da jaz tle noter dam eno pipo, iz katere teče voda, ne? In slej ko prej bo ta voda ven curljala nekje skozi neke razpoke te vrečke. In če bi vso to vodo, ki ven curlja, seštel, bi rekel, ja, očitno navzven odteka. A ne? Očitno je noter izvor. Če pa primerjam z neko žarnico, ki bi jo postavil semle, bi pa žarnica s svojim žarkom vstopila noter, to bi šlo v minus, na drugi strani žarkom ven iz vrečke, to bi šlo v plus. Ampak to, kakor bi šlo noter, bi šlo ven in skupna vsota take zunanje žarnice bi bila nula. Okay. Tole nam pove, bi rekel, tale naša enačba. Zdaj pa, da si mogoče malo odstremo, zakaj je tole orodje, toliko močno orodje, da sem ga že zadnjič napovedoval, da nam bo pomagalo pri računanju. Mi bomo zdajle pravzaprav se lotili dveh zgledov in sicer en zgled bo nagovoril strukture, kroglaste strukture. Drug zgled bo pa nagovoril valne strukture. In sicer bi kar takole rekel, to, kar bomo probali rešiti s pomočjo tega, bomo najprej naredili električno polje v okolici naelektrene sfere. Električno polje naelektrene sfere. Okay, vi boste potem lahko si pogledali še dodatne primere z tega področja. Imate jih tako med videoposnetki, da si jih lahko pogledate, imate jih v knjigi, delali jih boste verjetno tudi na vajah. Ne? Ampak vsem te dve, bi rekel, zelo osnovni strukturi, pa bi mi vsem napadli. Ne? In dajmo najprej predebatirati tole naelektreno sfero, sfera ali krogeljna lupina. Vi se verjetno spomnite, da sem že razlagal, da če imamo nek prevodnik, mi se bomo o prevodniku pogovarjali kasneje še, ampak če imamo nek prevodnik, potem se nam naboji naberejo na površini. Samo na površini, znotraj pa ne. Torej, v principu tale naš zgled ne govori samo o naelektreni krogeljni lupini kot taki, dajmo tej krogeljni lupini recimo radij A, ne govori o naelektreni krogeljni lupini, ampak tudi polni krogli. Polno kroglo si znate vi predstavljati kot balin kuglo. Ne? Tudi če bi bila balin kugla, se nam naboji tule postavijo, recimo, da so pozitivni na površini. Če nič drugega, zaenkrat si lahko predstavljate, če imamo dva naboja, se maksimalno med sabo odbijata in se postavita takole. Če imamo tri, se maksimalno odbijata in tako naprej se po površini izrivajo. Ne? Ampak mi bomo o tem še kasneje kaj povedali in dokazovali, ko bomo govorili o prevodniku. Zdaj govorimo, bi rekel, samo o nekih takih tankih strukturah, ampak pač zdaj imamo kroglo. Ja, zdaj, ko smo zadnjič govorili, da bi izračunali kakšno električno polje, sem rekel, moramo najprej določiti točko, v kateri se pogovarjamo, da bi določili to polje in to je ta točka T in dajmo mi, da bi mogli to zračunati kar takoj, narisati to zveznico. Ta zveznica, jaz se bom namenoma zaenkrat označil kot mali R,
No, ali pa dajmo jo kar kot veliki R, da ne bomo preveč si lagali. Okay. A si predstavljate, na kaj izmed zadnjič obravnavanih elementarnih gradnikov znamo razrezati tole našo kroglo, da bi znali zračunati? Sam da ponovim, zadnjič smo točkaste naboje, ampak točkasti naboji smo rekli, so najbolj neugodni, ker bi nam integracija pomenila, da moramo po vseh točkah, v vseh treh dimenzijah integrirati. Potem smo premice obravnavali, neskončne premice, potem smo ovoje obravnavali in pa ravnino. Na kaj bi tole lahko razrezali, da bi porabili tisto, kar smo zadnjič pripravili? Na kateri izmed teh? Bravo, ovoje. Kako bi razrezali? Tako kot čebulo razrežete. Si predstavljate? Če takole razrežem, ne, jaz bom samo enega odrezal za to, da bomo mi, glejte, in prav takole bi odrezal, prav takole, in bi bil tole en ovoj, namenoma enega, kajti za tale en ovoj smo mi, a se spomnite, zadnjič rekli, v osi. In glejte, tale pozicija nam ravno to da je ta točka takole v osi tega ovoja, ne. In če smo v osi ovoja, mi vemo odgovor, kam kaže polje. Takole kaže polje. Rekli smo v smeri osi Z takrat. Zdaj v našem primeru z tole, če bi takole manifestirali, bi rekli, da je tole v radialni smeri od enega ovoja, lahko napišem DER. Ampak vi lahko pri teh rezih čebule vzamete drug ovoj, pa tretji ovoj, pa vsi ovoji nam praktično kažejo v isti smeri. Se pravi, mi vidimo, da nam bo električno polje, tudi če ga bomo sešteli, ker kaže od vsakega ovoja v radialni smeri, nam bo tudi skupno električno polje kazalo v radialni smeri. To pomeni, da bom ob koncu, se opravičujem, sem rekel, da bom veliki R pisal, pa ga bom res zdaj takole. To pomeni, da bomo na koncu lahko zapisali, da je električno polje v radialni smeri ER krat tole, kar bomo tukaj zintegrirali. Takole. Ok, nekaj smo si pripravili, zdaj pa precej zoprno bi bilo, če bi morali integrirati tako, kot smo rekli, da bi te ovoje integrirali. Že tam imamo nekaj na 3 polovice, pa še potem to odvisnost od radija bi mogli popisati in tako znali bi. Ampak ne bi bilo enostavno. Zato predlagam, da si pomagamo s to novo zakonitostjo, ki pravi, da dajmo najprej izbrati to našo ploskev, sklenjeno ploskev, in pri obeh strukturah vas bom naučil, izberemo ploskev, ki je koncentrična naši osnovni ploskvi. Zdaj to, kar bom tukaj narisal, je v bistvu samo pomagalo. To se pravi, mi imamo še vedno tukaj samo to neelektreno kroglico, v mislih pa dajte prosim imeti, da narišemo takole koncentrično kroglo. Probajte čim bolj zadeti, da bo takale. In ta koncentrična krogla, ki sem jo jaz narisal, naj ima oznako, da je to ta sklenjena ploskev in njen radij te sklenjene ploskve je ravno R. Okay. In zdaj, da bi mogli tole zračunati, se ne bi lotili takole, ampak bi se lotili z orodjem, ki smo si ga mi pripravili na eni strani EDA po sklenjeni ploskvi A in na desni strani Q notranji z epsilon nič. Pa vas vprašam, glede na to mojo sklenjeno ploskev, koliko je notranjega naboja? Koliko je zaobjetega naboja znotraj ploskve? Kar korajžno. Q. Ravno Q ga je zaobjetega, to je ta naboj. Ne? In ta pristop, ki ga bomo zdaj v nadaljevanju, mi si pripravili, to se pravi, da tole levo stran razvijemo, ta pristop je učinkovit posebej pri strukturah, kjer imamo lepo simetrijo. Mi imamo tukaj kroglo in koncentrično kroglo. In pri drugem zgledu bomo imeli val in koncentričen val. Tam nam to dobro špila. Druge bi mogli pač
vzeti numerično integracijo. Okay? Mogoče malo več dela. Okay. Tole razmišljanje bomo potem v nadaljevanju, bi rekel, predihali in mogoče potem nadaljevali še z zgledom v valnem koordinatnem sistemu.